Poglejte, ta seja ni bila sklicana zato, da bi zadovoljila kogarkoli. Ta seja je bila sklicana na zahtevo parlamentarne stranke, Slovenske ljudske stranke, z natančno določenim predlogom. In seveda ni mogoče spregledati, da je bila sklicana tudi v času, ko potekajo izven parlamentarne pobude za sklic referenduma, za razpis referenduma. Jaz pa kategorično poudarjam dve stvari. Prvič, sklic referenduma je ustavna pravica in je z ničemer ni mogoče problematizirati. Druga, mislim, da je odbor za sprejemom današnjih sklepov želel tudi sporočiti, da bi referendum pravzaprav ne bil dobra stvar za Slovenijo, da si tega referenduma v bistvu ne želimo, ker bi na nek način dal sporočilo o rekel bi, manjši konstruktivnosti Slovenije pri procesu širitve NATO in pa tudi, ko gre za reševanje odprtih vprašanj Republike Hrvaške. Mi želimo, da se ta odprta vprašanja rešujejo. Predvsem si želimo, da se rešujejo v sklopu hrvaškega vstopanja v Evropsko unijo in upam, da bo naše konstruktivno stališče, ki je prišlo izraziti z današnjimi sklepi, naletelo na odprta ušesa in pripravljenost tudi na hrvaški strani. Se presenetili, da imajo zgodbi vseeno zdaj napovedali in kljub enotnost? Ni me presenetilo, ampak mislim, da ko bo temeljito prebral in premislil sklepe, ki smo jih danes sprejeli na odboru, verjamem, da lahko pride do premisleka o tem, a je smotrno sklicevati referendum in kot so danes mnogi povedali, prelagati odgovornost za reševanje nekega pomembnega in komplicirannega problema z politične elite, z vlade in političnih strank na ljudi, ki naj bi namesto njih o tem odločili. Pravi, če vas prav razumem, imate gospoda Čudovnika, ne začeli še pomisli? No, jaz ga ne bi pozival, ampak mislim pa, da bi bila to neka precej logična misel ali pa zaključek. Mislim, da bi dal tudi prizadevanjem njegovega zavoda in drugih večjo kredibilnost. Ampak, gospod Vajgl, kako si pa razlagate to, da SLS na OZP-ju podpre sklep, potem pa hkrati nadaljuje s temi podpisi? Jaz nisem slišal, da bi SLS napovedal, da bo sodeloval v zbiranju podpisov. Ne vejo, že. Stranka kot taka tega ni povedala in mislim, da tudi ne bo. Kar pa se zadeva izven parlamentarne oziroma organizacije civilne družbe, one odgovarjajo zase pred tistimi, ki jim verjamejo in ki jih podpirajo.